Dobro jutro. Lepo pozdravljeni na Gregorjevo, a ne? Ko se ptički ženijo. Kdo pa ve, kdaj se ptički ženijo? O, pa se, tudi na ekranu za mano se ptički ženijo. Ja, s sliko v ozadju vam želim pokazati lepote, ki bi jih lahko in ki bi jih morali zaznati. Večkrat sem rekel, kako je pomembno življenje, kako pomembno je v življenju videti nekaj lepega. In kamorkoli se obrnete, je v bistvu vse živo in vse je lepo, ker v vsem živem prebiva Bog. Ne? Tisto, kar je v bistvu gonilna sila, nekaj bom rekel naravna inteligenca obstaja, a ne? In vsako živo bitje ima v sebi inteligenco, lepote in življenje samo. In dejte opazovati, kako je pravzaprav v vsakem drevesu vidno življenje, kako je v vsaki ptici vidno življenje, v vsaki cvetici, v sončnem vzhodu in zahodu in v vsem, kar nam narava ponuje, prebiva življenje. Le človeško bitje je tisto, ki je življenje iz sebe umaknilo in z neživostjo pobija vse živo in vse lepo in vse naravno. Zdaj, čas preporoda, čas, bom rekel, te renesanse, tega prebujenja, mass awakeninga, kakorkoli to imenujemo, je točno to, da se zbudimo nazaj v življenje, da se zbudimo v dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. In če želite kaj prejemati, a ne v življenju, morate odpreti roke. V tem primeru vse tisto, kar ste do zdaj držali k sebi, odpade, zaradi tega, ker želite živeti življenje. Ga res želite? A vam je mogoče zdaj v coni udobja sistema mogoče lažje, pa se bojite oziroma ne želite življenja spremeniti? Veste, zdaj govorim, jaz sem empat in empat ve, da je bil vedno tarča napadov in posmeha, kajti v empatu živi življenje, dočim v narcisu ne, a ne? In narcis je vedno ubijal življenje v človeku skozi posmeh, skozi degradacijo, skozi zaničevanje, skozi 1001 tehniko pravzaprav. No in mi empati smo, kaj že sem hotel reči, predstavniki življenja in smo bili vedno tarče. Ne? Mi smo bili strani narcizma vedno, nekako bom rekel, pejte ti malo v bolnico, se malo preveriti, če si v redu. A si ti psihofizično v redu? Tvoja psiha ni kul, so nam razlagali. Spremen se, kaj si toliko občutljiv, a ne? Ja, valjda sem občutljiv, če pa delam na občutke. Valjda da čutim kaj, sem pa valjda imam čustva, valjda imam čustveno tudi inteligenco. Naravno čustveno inteligenco, ki jo narcis nima. In narcis je rekel, naj se mi spremenimo. V kaj? Iz čutečega v nečuteče. Hvala lepa, me ne zanima ta stvar. In v bistvu ugotavljamo, da smo zdaj na točki preobrata, kjer pa mi, empati, ponujamo življenje. Ponujamo pot, kako do življenja. Ponujamo informacije o tem, kaj življenje pravzaprav je. Kaj je krepost, lepota in bogatija pravzaprav življenja samega. In mi se nikamor ne spreminjamo, ampak rastemo. Dvigujemo limitacijo, ki nam jo je sistem naredil, če smatramo, da je človeško bitje pravzaprav brezmejno, a ne? Smo bili mi v zavesti limitirani in to zelo nizko. In mi v bistvu te limite postavljamo višje, kot da bi rekel neke bariere, a ne? In više, ko smo, težje nas dosegajo ti, ki so spodaj, in mi v bistvu rastemo. Zdaj ti, ki so pa spodaj, ki bi nas radi dosegli in nas zvlekli dol, a ne? To je narcizem, to je limitiranost, to je majhen, omejen, programiran ki v bistvu posluša izključno programe in jih tudi zavestno brani, ne? Narcizem, oziroma ta nizkotni del, ta je tisti, ki se mora spremeniti oziroma mora priti do želje po spremembi.
če želi z nami naprej, ker stari svet ne bo več obstajal in poti nazaj več ni. Kamor gre eden, gremo vsi in the best is yet to come, najboljše šele prihaja. In lahko vam garantiram s celim svojim biti, da je življenje prečudovita stvar in da je širitev zavesti nekaj najlepšega. Seveda pa to zahteva izpustiti vse staro in dopustiti, da v nas prihaja novo. Ni novo, v bistvu je nam nepoznano. In kot sem rekel, treba je spustiti, če češ ne se oklepati stvari in če češ kaj dobiti, moraš spustiti pa raztegniti roke, da prideš do tega dneva ljubezni, ki je dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Kdaj bo ta dan? Ne vem, tist, ki na Valentinovo tega ni naredil, ima možnost na Gregorjevo. Lahko bi tudi dan pred Gregorjevim, lahko bi pa želansko Gregorjevo in želansko Valentinovo, kadarkoli. Ta prav dan za preboj je vsak dan, ko se človek odloči, da ne sprejema več ničesar, kar je obremenilno in toksično za dušo. Smo imeli v nedeljo oddajo Ne je ne. En sam ne je potreben, da se zgodi točka preobrata, da človek reče, jaz se tega starega več ne grem in me ne zanima, gremo mi po svoje, grem jaz svojim putem, tja, kamor srce želi, a ne? Ne tja, ker srce boli. Zakaj bi človek krinil, kaj boli? Saj smo bili res gumpeljni, ne? Ja, pa vsi tako delajo, ne moreš drugače. Ne, brez ljubezni mi živeti ni. Ne? So pesmice že napisane, vse. Najlepše pesmi so že napisane in vas čakajo, da jim prisluhnete. A ne? Ne, pa se jih že v bistvu vse poznate, sem spomen se jih je treba. Marsikatero vam jaz nasujem, kakšen dan se mi pa takole zazdi bolj prav, da vam dam čisto enostavno klaversko glasbo, ki je pravzaprav spet meditativne narave, ki spet je tista muzika, ki nas pelje k zenu, ki nas pelje v meditacijo, ki nas pelje v totalno pomiritev. Duša je utrujena, vsi imamo, no ja, jaz malo manj. No ja, ne, tudi jaz sem sitenih stvari do tle gor. Ampak okej, verjamem pa, da me ne boli več tako, kot marsikoga tišči v tem trenutku ali pa v zadnjem času. V isti sapi pa vem in verjamem, da vas je kar nekaj ali pa čedalje več, ki pa v bistvu že čutite in olajšanje in zadovoljstvo in razbremenitev in milost in svobodo, srečo, vse te stvari, ki so v bistvu nam bile položene v zibelko. Pravzaprav smo se vsi rodili empatični. Empat je v bistvu biti človek, ki želi pomagati drugemu, ki želi dobro vsem, kar ga sreča in kdor ga sreča, in empat ni egoist, ker egoizem je značilen za pomankanje empatije in egoizem pravzaprav je nasprotni pol empatije in egoizem v bistvu empatijo v drugih ubija. Zdaj pa sami lahko malo razdelate, kdo in kaj je bolj egoističen in kako deluje ego. Ego pravi meni, duša pa pravi za vse naj bo. To so ti darovi, ki so nam podarjeni. No in če izhajamo iz tega, da smo vsi rojeni empatični, se je tekom časa ta empatija izgubila in prevesla v narcizem. Kaj pa je tisto, kar naredi empata narcisa? Vsekakor je začetek temu pomankanje ljubezni, nasuvanje oziroma zamenjavanje empatije za materializem in denar je največja stvar, ki v bistvu dela iz empata narcisa oziroma egoista. Tako da je čist logičen spet rek, ki pravi, denar je sveta vladar in denar je izvor vsega zla. Naša mati narava in zemlja kot taka nam je dala dovolj dobrin, za vse je vsega dovolj, če le izklopimo pohlep. Zdaj gledam, v Kanadi spet zažigajo neke gozdove in pač skrbijo za to, da bi nam uničili naše, kako se že reče, ajate, enke,
torej drevesa, duše, ki prebivajo v drevesih in drevesa so nam sorodna, torej njihov vdih je naš izdih in obratno. Z njimi so povezane gobe, o tem smo se že pogovarjali, in v drevesih prebivajo duhovi, duh, ki je nam precej soroden in z drevesi imamo bistveno več, kot si upamo predstavljati ali pa si znamo zamišljati. In ni brezvezna ta objemanje dreves, pogovor z drevesom, ležanje pod drevesom, pitje drevesnih sokov, čeprav jaz imam tako slabo vest, da bi šel zdaj eno brezo zavrtati pa sok ven scuzant, ne. Se mi kar smili, drevo se mi smili, tako kot se mi smilijo tisti, ki so napadali mene. Tako se mi smilijo tisti, ki mene izkoriščajo ali so me izkoriščali in so pod pretvezo in the name of love v bistvu delali stvari proti meni. Če drugega ne, ta svet je pravzaprav funkcioniral tako, da je nekaj o tebi izvedel in to, kar je izvedel, je uporabil proti tebi skozi tretjo osebo. Tako nekako zelo primitivno vse skupaj, ampak ko zaznaš igro, ko opaziš, kako stvari funkcionirajo, bom rekel, ostremu očesu nič ne uide. Tako kot ostremu ušesu nič ne uide. Jaz sem audio inženir, po stroki, pa po hobiju tudi, pa če mene kaj vodi v življenju, je zvok in glasba in znam prisluhniti tudi ptičjemu petju, tako kot Bob Marley, ki je rekel: 3 little birds, 3 majhne ptičice so mi zapele, vse bo v redu. Vse bo v redu, ne skrbi. In to nam je povedal že davno nazaj, le razumeli nismo znali razumeti, da v bistvu ne rabimo nikamor, nič silo ne rabimo delati. Silo deluje narcizem in sistem kot tak. Bom rekel, zemeljski 3D svet dela s silo. Mi se predajamo večji sili, ki se imenuje ljubezen, in ljubezen prinaša darove in vse, kar je nam namenjeno v življenju, se ne rabimo nič kaj dosti obremenjevati, ni stvari, ki bi nam vzela tisto, kar je nam namenjeno. Darovi, ki so nam namenjeni, so veliki in niso v materialni obliki, je pa res, da s temi darovi lahko materialne stvari nemudoma zmanifestiramo, ker vse delamo z veliko lahkoto, ne pa s silo. Moč ljubezni je nad vsemi silami, tako da ta sila tle not ni bistvena, pa tle neko vnašanje nekih informacij tudi ni bistveno, treba se je prepustiti temu, kar življenje ponuja samo po sebi, in ja, stari svet razpada in ne bo se več vrnil. Ja, malo sem si tlele zabeležil par stvari, pa jih bom probal malo povzeti. Skratka, koliko je empatija zelo pomembna stvar. Empatija je tista stvar, ki je bila v bistvu zaničevana, pa vendarle leze na površje, v ospredje, in samo empati lahko razrešimo in osvobodimo ujete duše, ki so se ujele v cikel 3D-jevskega matričnega programa, bom rekel, omejenosti. Empatom počasi postaja jasno, da bo treba mnoge ljudi začeti učiti enih čist osnovnih stvari, iti pravzaprav z učenjem čist od začetka, v kontekstu, kaj se sme in kaj se ne sme, kaj je prav in kaj ni prav. In tisto, kaj ni prav, ne smemo več dovoliti, da ljudje dogajajo, ker imajo mnogi občutek, da še vedno so skriti, kot so bili 20, 30, 50 let nazaj, ki jih noben ni zaznal, kaj v ozadju počnejo. Danes temu pač ni to tako. Empati prepoznavamo, kaj se ljudem plete po glavi, kje naredijo drobne napake, ker kdor hiti, dela napake. Jaz sem svoje življenje zelo, zelo umiril. Verjetno je to zaznati tudi skozi glas, verjetno je to zaznati tudi skozi mojo podobo. Kdor me je srečal ali pa me pozna, ve, da jaz ne hitim več nikamor, razen kadar hitim v glavi kaj nagruntati pa naštudirati. Takrat hitim. Nisem, takrat se ne uvrežem, takrat ne padem, takrat ne naredim neumnosti. Zdaj, kadar človek govori resnico in iz srca, takrat se človek nima v kaj zaplesti. Kadar pa človek uporablja laži,
pa prikrivanja. Takrat pa se zna zgoditi, da se kdo kaj kam zaplete. In lahko garantiram, da v bistvu prepoznavamo prav vsako prikrivanje, prav vsako izmikanje, prav vsako pretvarjanje, ali pa z eno besedo, laž. Zdaj okrog tega smo empati zelo previdni, raj se ukvarjamo sami s sabo kot z drugimi, in ako opazimo na drugih, da pač delajo, kako zelo je meni hudo za ljudi, ki v bistvu jih vidim, kako so ujeti sami vase in ne upajo priznati, da so zajebali. Torej, v enem komadu pravi Siddharta, če želiš naprej, moraš najprej priznati poraz, da si zajebal. Reči, oprosti pa delovati naprej narobe, ne pelem kamor. Priznati, da si močno zajebal in si želeti spremembo, to je pa nekaj drugega. In bolečina, ki so nam jo prizadejali narcisi, nam empatom, jo njim karma zdaj vrača. Toliko o resnosti karme. Ne vem, a poznate koga v tem trenutku, ki na sebi ni nič naredil in mu je v redu? V bistvu pain is coming in bolečina, ki se nahaja v ljudeh, ko se zavedajo čedalje bolj svojih negravžnih in podlih dejanj, ta bolečina v njih narašča. Nemogoče je ubežati pred lastno vestjo, čeprav smo rekli, da ljudje so postali brezsrčni, brezčutni, brez vesti. Pa temu nič izglih tako. Jaz mislim, da vsak izmed ljudi ima vest in ta vest zdaj hudo peče. Jaz sem si nekam napisal, da je življenje, čakaj, moram napisati, moram prav pogledati. Čustveno zadovoljni, moram poiskati besedo življenje. Življenje je suženjstvo in smrt je svoboda. Pa je to res. Živeli smo življenje v suženjstvu, drži. Mnogi ga še zdaj živijo v suženjstvu, drži. In mnogim bi bila osvoboditev izpod tega suženjstva točno smrt. In mnogi iščejo odrešitev za to, kar se jim dogaja v njih samih, iščejo odrešitev v smrti, kar pa ni prav. Zdaj bomo probali z druge smeri razložiti. Življenje ne sme biti suženjstvo, vendar mora pred tem priti smrt. Smrt ega. Pa smo spet pri dnevu ljubezni. Slovanski praznik Gregorjevo, je slovanski praznik ljubezni. To je dan ljubezni, vendar dan ljubezni ti da vse, vendar istočasno vse vzame. Ja, iz pepela pride Feniks, ja, ampak najprej mora se pepel narediti, Treba je pogoreti tisto, kar je iluzija, tisto, kar ni resničen jaz, tisto, kar ni delo stvarnika. Stvarnik nas ni naredil egoiste. Nekdo drug je bil tisti, ki je spodbujal izdelavo ega, a ne da je ego rastel. Cel sistem je deloval tako, da je spodbujal narcizem in v bistvu čedalje večji ego. Zaradi občutka krivde. Ljudje so delali grda dejanja in imajo občutek krivde in imajo občutek, da si sploh ne zaslužijo lepega življenja, kaj ti zavedajo se, da so delali grde stvari. Pri uni smrti sem hotel še to reči, da mislijo, da morajo ta občutek krivde nositi do smrti. In ni to res, ni treba tega občutka krivde nositi do smrti. Pa še nekaj, kadar človek umre, takrat v bistvu gre v raj, takrat je odrešen, vendar tik pred smrtjo, oziroma v zadnjih dneh ali pa v zadnjih urah pred smrtjo, človek ne more ubežati temu, da spozna, kakšna dejanja je delal v življenju ljudem. Ljudem, ki bi jih mogel imeti rad, pa jih je v bistvu močno sovražil pod pretvezo igre, da jih ima rad. To je v bistvu težke so spoznanja tudi za nas empate, ko v bistvu ugotovimo, da v bistvu
Nekdo nam je rekel, da nas ima rad, pa v bistvu je pod pretvezo počel čist nekaj drugega. Ne? Niso enostavne stvari, zdaj mi smo rekli, odklopiti se bo treba od vsega, kar je toksično za našo dušo, ker duša ne želi več biti obkrožena s toksini. Največ teh toksičnih stvari prihaja od ljudi, oziroma tudi skozi, bom rekel, radio, televizijo in glasbo in tako. Zato moramo biti previdni, kaj govtamo, kaj dodajamo v sebe, bodite previdni. Skratka, odmik od vsega toksičnega je kje? Ja, v naravi. Narava ni toksična, sama po sebi narava ni toksična in mi smo del narave, mi smo narava in dajmo se spojiti enkrat že z njo, tako, kot se zagre. Dajte jo zagledati, dajte jo začutiti, dajte v njej prebivati, tako, kar se da pač ur. Jaz spet opazujem ljudi, koliko v bistvu majhen procent ljudi pošle slikco nekje, ali pa iz gore, iz travnika, iz jezera in tako. Premalo, vsekakor premalo ljudi, sicer pa ni nujno, da jih. Vsekakor bi želel, da drugega spodbujamo pri ponovni vzpostavitvi empatije na planetu. Jaz mislim, da to je čist ta stvar in nekako izgleda, da bomo mogli užgati več empatije na planetu, pa ugasniti kompleten narcizem. Dejstvo je, da skrit se ne bo dal ničesar več pred nikomer več, na to opozarjamo in smo opozorjeni že dlje časa, sploh v letu 2024 bo nemogoče več skriti karkoli, ker tančice se odkrivajo in resnica prihaja na plano, da bo videna vsem. Zdaj tudi tisti, ki nategujejo, v bistvu se ne zavedajo, da so nategnjeni od nekoga višje in ta nekoliko višje se tudi ne zaveda, da je nategnjen nivo višje. Ker je pač človek, ki nateguje zagledan samo v eno piko, v eno točko in ne vidi nič okrog sebe. Nažalost ne zna niti seštevati dejstev skupaj, povezav nekih logičnih, ker izgleda, da logično povezovanje in logično razmišljanje že spada v kategorijo čustvene inteligence, ki pa je narcisi žal nimajo več ali pa je tako zelo zmanjšana in zatemnjena, da je ubi Bože. Zdaj, pod katerim pogojem narcis reče, jaz pa ne želim biti več narcis, ja, verjetno obstaja neskončno velika bolečina na notranji strani in zavedanje, kaj si počel in želja po spremembi, da tega ne želiš početi več. Torej, pripeljati je treba ta narcizem do tega, da se izpostavi njihova dejanja, ker le na tak način v bistvu na tak način lahko narcisa pripeljemo do točke preobrata, da bo rekel, ne zdržim več bolečine. Kako naj se skine, kako se lahko iznebim svoje bolečine? Ja, tako da nehaš delati to, kar delaš za začetek in probaš biti človeku človek, torej biti empat. In v bistvu zavestno kakšno stvar v glavi, bom rekel, o sebi preanalizirati, da reči, in na inventuri tole je za odpis, tole je pa za vseštevek. Torej, negativna, slaba, nizkotna dejanja morajo iti v odpis. Nimajo kaj delati bom rekel, materialu, ki ga prodajate v svoji trgovini vnaprej. Negativnost ne sme biti. Skratka, narcizem prihaja do velike bolečine in oni so tisti, ki se morajo spremeniti, če želijo z nami iti naprej. Ja, in zlomljeno srce je tisto, ki v bistvu nas uči najpomembnejših lekcij. Jaz mislim, da ga ni zemljana, ki ni imel zlomljenega srca. Zdaj, eni smo to pozdravili, preboleli, nekateri pa so to zatavšali in delujejo pač z zlomljenim srcem in lomijo srca naprej, ker uporabljajo neke vrste maščevanje. Maščevanje ni nekaj, kar bi empat uporabljal, to nam je jasno vsem in kdor uporablja maščevanje, je daleč od ozdravljenosti. Pravzaprav, če smo rekli, da je narcizem v bistvu limitacija uma, je v bistvu tudi zlomljenost oziroma ranjenost, traumatiziranje, traumatizacija nekje daleč v ozadju, marsikdo se tega ne spomni niti.
vendar prenašanje, bom rekel, travme naprej je nesprejemljivo in moramo ga presekati in treba ga je presekati in ustaviti. Zajeziti je treba negativnost, ki je prežeta, ta planet je prežet z negativnostjo in to je treba zajeziti. In kdo lahko to naredi? Ja, pozitivci. Kdo pa je pozitivci? Ja, empat. Kakšen empat? Ozdravljen, postavljen v svoj steber moči in reče ne, nismo mejniki, preko nas se ne da. Veste, samo prek mene mrtvog, prek mojega trupla, drugače pa ne bo šlo. Dokler lahko govorim, bom rekel ne, ker ne dovolim. Pika. Ni tle nobene ne agresije, ni tle nobene ne jeze, ne nič, ampak ne je ne. In gledaš človeka, kako postaja nervozen, ko si mu rekel ne. Opa, zakaj smo pa do zdaj to dopuščali? Precej grdo, ne? Dobro, ok, bomo pogledali, kaj sem si tle še zabeležil, ker si precej stvari zabeležim, vi tudi kaj, ali ne, nič, ne, ja, imam na drugem listku, ker to sem že vse prebral. Mnogo empatov je hitro, bom šel drugače, empati smo bili ranjeni, a ne, in v bistvu vedno smo hlepeli po neki pozornosti. Ta pozornost je potem prevagala ne v skromnost, ampak v ego. Zdaj sem pa hud, ne? Ko je človek dobil neko pozornost ali pa neko nagrado, bi dobil pozornost, to zdaj pa sem. Ne? Narobe. Empat je prehitro zadovoljen z drobtinicami, ki jih nasuvajo, ki jih sistem nasuva. Sej pa je boljš. Ne? V bistvu bi se vsak empat mogel zavedati, da je lastnik pekarne, a ne? Da je pek, ne pa da je v bistvu dobiva drobtinca pa reče, hvala, kako si prijazen, si mi dal drobtinico, a ne? Dajte se zavedati, da mi smo mogočna bitja in smo peki, ki imamo v lasti pekarno in lahko nafutramo vse lačne ljubezni, ne? Mi imamo pekarno ljubezni in lahko delimo, ker imamo kaj deliti, imamo od kje deliti in zavedite se, da nismo prileteli kot kamen sem dol, slučajno, da nas bo nekdo scuzal, ampak smo prileteli zato, da ta planet pozdravimo z enormnimi količinami ljubezni, ki jih dajemo. Vendar, dokler nekaj sovražimo, tistega, ki nas je, prizadel, ne, ali pa razočaral, to takrat nič ne dajemo, takrat smo omejeni. Nekako bom poudaril pomembnost tega, da ne sovražite nič in nikogar. Da nekako razumete, da tudi ta, ki vam je naredil hudo in slabo in boleče, tudi on je ranjen noter in v sebi je duša. Da boste rekli, ni res, mnogo je hibridov, drži in klonov in svega in svačega, vendar ljudi, ki jih poznate iz otroštva in mladosti, oni niso hibridi pa kloni, oni so vsi duše poškodovane in delujejo iz tega vzgiba, ki ga poznajo, pač tako, kot delajo vsi. Saj, če vsi berejo eno knjigo, pol vsi vejo vse samo o eni knjigi. Če pa človek začne brati sebe, pa razume sebe. Tako nekako vsak je svoj unikat, vsak je svoj avtentični jaz in dajte probati razumeti, da je treba ljubiti vse. Pravzaprav je narcizem nič drugega kot pomanjkanje ljubezni, pa boste rekli, pa zdaj mu lahko daš, to je res. Narcis lahko sam krade, lahko mu zlivaš v njega, pa bo glih tako stran zlival, treba mu je pokazati, da je človek vreden, in jaz v vsakem človeku vidim potencial, da bi človek se lahko ozdravil in postavil na svojo pot. Seveda, brez bolečine ne gre, treba se je soočati s svojimi sranji, treba se je soočati s svojimi preteklimi travmami, ki smo jih dobili in dejanji, ki smo jih naredili. To face your shit je v bistvu neke vrste tudi izraz za prebujenje. Niso tle samo rožice, pa klaverčki, pa tako. V bistvu je precej odločnosti jeze, odločnosti spoznanja, zato sem vam dostkrat dal, premalkrat sem vam dal glasbo, ki to nakazuje. Bom rekel, epska glasba je tista, ki mi je pokazala, kakšna moč mora biti prožena znotraj mene, kolikega poguma, da lahko preidem ta, bom rekel, pas neznanega. Tle vam želim podati roko, nič drugega, tako da zaupate malo.
Dobro, če smo rekli, da ste prehitro zadovoljni z drobtinicami, naj vam povem, da v bistvu narcisi obožujejo, kadar vam mečejo drobtinice, vi ste pa za drobtinice hvaležni, on pa v bistvu s hlebcem kruha se baše, vam pa drobtinice nametava. Direktno narcis v vaši neposredni bližini, narcis v vaši, bom rekel, nekem društvu, recimo, ali pa združčini, ali pa, ne vem, organizaciji, in pa seveda sistem isto dela, ne. Mal da drobtinice, pol pa kajla, ne. Tako, zdaj čustvena inteligenca je še izraz, ki sem se ga hotel dotakniti, sem ga že vmes dvakrat uporabil. Čustvena inteligenca je pravzaprav inteligenca, narava je polna čustvene inteligence, saj vendarle čuti, kdaj bo dež, pa kdaj ne bo. A ne? Saj poznate te, ne vem, sončnice se obračajo, ne vem, kaj je že, bodeča neža se zapre, ko je vlažno in tako naprej. Ne vem, tudi ta pajn, kaj je že, storž ima to na vlago, zastopi stvari, skratka gre za neko inteligenco, naravno, gre za nekaj občutiti, ne vem, prisotnost vlage, recimo v naravi, če sem dal te 3 primere, občutiti vlago. Mi, ljudje, smo občutljiva bitja, imamo čustva in biti neobčutljiv je v bistvu slabost. Ne? Čeprav so rekli, ti si pa preveč občutljiv. Ne? Nič nisem jaz, nič preveč. Jaz sem prav občutljiv. Oni so premalo občutljivi, ker nič ne čutijo. Ne? In čutimo v bistvu mi bolečino, ki jo nekdo prizadene, valjda skozi čustva. Valjda da čutimo, valjda so to čustva. In imamo čustveno inteligenco, verjetno vsi. Sam koliko veliko. Zdaj nekateri imajo čustveno inteligenco na prvi pa drugi čakri in to je to. Če pa gremo mi višje po čakrah, skozi srčni center, preko grlenega, temenskega in kronskega centra, pa se mi dotikamo v bistvu inteligence modrosti. V bistvu inteligence, ki nas dela genialne. A ne? Kadar zaupamo naravi, univerzalnim silam in jih znamo občutiti, gre svet, ki ga začenjamo živeti, funkcionira na občutkih. Videti, slišati, pa tako, veste, ona stara fraza, dokler ne vidim, ne obstaja. Ne bo šlo to tako. V svetu, v katerega se mi dotikamo, ta zlata doba, zlata era, v bistvu preporota, deluje na vse kaj drugega prej, kot na videti, pa slišati, pa otipati. Zaradi tega potrebujemo domišljijo in znotraj domišljijskega sveta si lahko predstavljamo glih karčmo. Imagine all the people, je rekel John Lennon, ne? Predstavljaj si vse ljudi, da živijo v miru in v ljubezni. Jaz si predstavljam, kako je to lepo. Orisal sem vam že večkrat. Pa še bolj na glasbi, če bi šlo, če bi kdo kaj slišal, pa posodeloval, pa bi nas 10 enako mislilo, pa bi to zihar imel vpliv. Čustvena inteligenca je tista stvar, ki v bistvu iz nas dela velike in močne in prepoznavne ljudi. Prešeren je imel čustveno inteligenco precej visoko, pa ni on edini, ne bom se ponovil več, ker sem že 1000krat vam povedal, kdo vse so naše zvezde, naši predniki, ki so puščali sledi, da lahko iz teh sledi kaj razberemo. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da kodar sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. On ni rekel, če bo, on je rekel, bo pregnan. On je vedel, da prihaja čas, ko bo tega sovraštva konc. Prepir iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag. Sosed bo mejak, ki bo postavljal meje. Moj sosed bo tudi postavil meje. Moj sosed, to je spet tako, ni to zdaj hiša do hiše, da bo ta, ki je meni blizu, tudi čuval moje meje, da mi bo čuval hrbet, da bom jaz njemu čuval hrbet, da smo drug drugmu brat, ne pa vrak. Tako nekako malo lahko sami razmišljate o teh izrazih, o teh svojih občutenjih. Zdaj, seveda, marsikdo v sebi še vedno čuti precej bolečine. Sam bolečina ni zdaj
Mogoče, da vas boli samo izraz, da čustveno inteligenco imate. Zdaj sem ne še razdeljeno do tja, kamor paše. Dajte odmetati stvari, ki niso vaše stran. V prihodnosti s preteklostjo nimamo kaj početi. A je prav? Samo sedanjost je tisto, kar imamo tukaj in zdaj. Jaz imam rad v sedanjem momentu lepo vibracijo, da se dobro počutim in tako želim tudi pol čez eno uro, da bo tako. Pa tako si želim, da bi bilo celo moje življenje pozitivna vibracija. Kako bom do nje prišel? Tako, da bom branil vse tisto, kar mojo vibracijo želi znižati. Tudi vam želim, da ste v bistvu pogumni, močni in ne dovoljujete, da ste speljani nizko. Držite se visoko. Vredni ste tega. Vredni ste tega, da ste človek, da smo človek človeku. Boste videli, kako bo lepo. Jaz že imam izkušnjo srečati se s svojimi pravimi, čistimi in izgrajenimi ljudmi. Svet je prečudovita stvar. Želim, da ga začutite na dan ljubezni Slovanov, na Gregorjevo, ko se ženijo ptički, ko je vse lepo in ljubezen v zraku vrši. In vse je prežeto z ljubeznijo. Odprite srcu vrata ljubezni in vstopila bo. Ljubezen je tle za vse ljudi in čaka. Ne zaprta vrata med do nje. Odprite jih na stežaj. Mati, odpri zdaj duri na stežaj. Evo, mi spet pesmice meni po glavi šumijo. Naj šumijo pesmice tudi vam, če drugega ne, pesmice, ki jih pojejo ptički na današnji dan, jutrišnje jutro in vse dni, ki nas čakajo v mesecu marcu, pa vse kaj do trde zime. A je prav? Držite se, uživajte, ljubljeni ste in vse dobro. Čau.